Dobro jutro, en lep jezerski gozdni pozdrav. Jaz sem šel pa seveda spet nabirati stvari v naravo. Prav je, da se vam tudi odtle oglasim, da ne boste mislili, da vam sam nabijam prazne buče, pa ne živim, kot govorim. Na svetu je precej stvari se dogaja, ne? Ena izmed teh je zdaj cela norišnica s tem Schumannom, ne? Kakšne se zdaj strukture rišejo na Schumanovi, na grafu Schumannove resonance. Po drugi strani prihajajo stvari, da je Schumann v bistvu Schumannova resonanca bila umetno pritiskana dol na teh koliko že 7,8 ali 8,7, koliko je bila merjena desetletja in stoletja, kot da bi bila mogoče celo umetno tlačena nižje, da smo bili v globokem spancu. Zdaj pa grafi kažejo razne in izbruhe in zdaj celo strukture in svašta. Skratka, jaz na to sicer ne dam pa vsega, ali pa bom rekel zdravo zagotovo, kaj res je, ker pač v tem svetu vse smo pogruntali, ne valja. Druga stvar so premiki vojske po Ameriki. Tretja stvar je, da se sprašujemo, kater zakon dovoljuje izobešanje LGBT zastav in ukrajinskih zastav na vladne objekte. Ne vem, če si pred leti skakal s kakšno zastavo po Sloveniji, so te kar poradirali, ne, si mogel kar kaj dokazovati, ne. Tako da jaz mislim, da tle je, bom rekel, masovno prebujanje ljudi, da se ljudje vprašajo, pa čakaj malo, pa v Sloveniji ima, da visijo slovenske zastave, ne pa grška, angleška, španska, ukrajinska, LGBT-jevska, se zastopimo. No, ampak vse to so za moje pojme dokazi o tem, kaj se grejo, in dokazi o tem, da pač to niso ljudje, ki bi delovali za ljudi Slovenije, ampak imajo neke svoje lastne interese. Zdaj mi to itak že vemo, ideja je v tem, da se širše ljudi prebudi, da se jim da vedeti, da halo, ti, ki jih podpiraš, niso s tabo, a ne, v tem kontekstu. Kavico sem že, tole pa čajček iz verske vode, valjda. Pa domače nabrane jezerska zelišča, pa tako. Nekako se pa čuti tudi mnogo mržnje, ne? Čutiti je med ljudmi mnogo trenj, v kontekstu, ker so ljudje prepoznani in jim je treba v ksiht povedati. Nekako je mržnja do ja, pa pustimo zdaj sam ta LGBT. Mnogo je mržnje med ljudmi, kaj si ti počel, kaj ste vi počeli, koga podpirate, kam se obračate, in tako ogromno je na nek način ne dopuščamo več manipulacije, ne? Zdaj, a veš, ljubite se. Ne gre to čist glih tako. Ja, dajmo se, tisti, ki smo pravi skupaj, ki imamo prave interese, ja. Nikakor pa ne smemo več dopuščati, da se nam ušunjajo napačni ljudje z napačnimi interesi, bom rekel, zlobnimi nameni. In igra, smo že 100-krat rekli, razpada, in preden bo boljše, bo še zelo slabo. Slabo na nek način jim je res bedno, a ne? Na drug način, z druge strani pa je vse tako, kot mora biti, in je vse ok. Jaz mislim, da tisti, ki ste prepoznali bistvo preporoda in prehoda in prebujenja, ste uhvatili, da je življenje lepo in lepše kot kadarkoli prej, in resnično prihajamo do takih točk spoznanja, kjer nekako štekamo, da se stvari niso mogle prej odviti, ker ideja je v tem, da se ljudi prepozna na vseh nivojih, in mi smo tisti, ki prepoznavamo ljudi napačnih namenov in napačnih interesov.
Pred našimi očmi se nam odpirajo, vendar smo še vedno zelo, zelo vljudni, pa nekako še zdržimo. Marsikdo pa več ne zdrži in jaz v bistvu po eni strani kapo dol za pogum vsem, ki javno objavijo svinjarije ljudi, ki so glumili, da so super, pa v bistvu niso, in to na javnem nivoju. S tem ljudem dam po svoje kapo dol. Po drugi strani pa niti ni potrebe, da se temu pridružimo, ker gnilo bo samo odpadlo, ker ne prenaša več tega, da je prepoznano. Mi smo 100-krat že rekli, igra se konča, ko jo prepoznamo. In tančica je dvignjena, dano nam je videti, dano nam je razumevati in hvala Bogu smo prišli do točke, kjer prepoznamo, zdaj pa kar že zelo jasno, kdo kam paše. Še 2-3 mesece nazaj smo se nekako učili, v kontekstu zameni predpostavko. Kaj pa, če ta človek ni tak, kot ga imaš v mislih? V smislu, pa sej je dober, pa sej lepo, ovo, vse je okej. Ampak tole nekaj ne valja. Pa smo rekli, spremeni predpostavko, kaj pa, če je bed ta človek, pa v bistvu se ti izrišejo stvari, da v bistvu, se zdaj pa vse štima, če dam drugo predpostavko. No zdaj se mi zdi, da smo, vsaj zase lahko govorim, nekako niti ne rabiš predpostavke menjati, to toliko postajajo očitni s svojim. Nekako, jaz to probam tako razumeti, osebe so se izdajale za ljudi in so igrali vlogo, kot jo igrajo ljudje, ne po občutkih, ampak po naučenosti, po copy-paste varianta, kopiraj, prilepi. Zdaj pa imam občutek, da nimajo več mase, kako ljudje delujemo, in so ekscesni v vseh stvareh, v vseh kopijah nas so ekscesni, pač niso več v balansu in rečeš, čak sem malo, kaj je s tabo, zakaj si pretirano prijazen, zakaj si pretirano glasen, zakaj si pretirano, skratka, preterajo pri stvareh in nekako ne znajo najti, kje je dovolj. Torej, meni se zdi, da se res lahko pripravimo na eno hudo igrico, predstavo, kjer nam bo dano videti, kdo je kdo v samo jedro svoje biti. In prav je tako. Zlata doba je tukaj, konec vseh časov, konec zla na planetu, ker zlo je v vsakem človeku že doma, le če ga je nahranil dovolj, oziroma ali se mu je branil dovolj, in je vzgajal v sebi tisto, kar je človeškega prav. No in hvala Bogu, mi smo toliko sledili svojim notranjim kompasom, se nismo prodali in se nikoli ne bomo. In prav zaradi tega smo mi tisti bojevniki, na katerih sloni prihodnost, tisti, od katerih je odvisno, ali bodo šle stvari malenkost bolj hitro naprej, ali bodo šle bolj počasi. Mi smo tudi že omenili, nima smisla nikogar več prebujati, kar je, kdor ima željo, kdor je naš, pa je dobil vzgib in željo, da gre naprej, je že naša. Tistih, ki pa niso naši, pa itak ne moreš zbuditi, ker nočejo biti z nami, ker oni so v bistvu proti nam že ves čas. Sej v koncu so tudi proti samim sebi. Sej se ne marajo, sej v njih je doma mržnja, ne ljubezen, sovraštvo je v njih doma. Na osnovi laži funkcionirajo, ne na osnovi poštenosti, pravice, resnice in iskrenosti in tako. Pa naj bo, glavno, da smo jih prepoznali, da nismo več tako naivni. In še enkrat hvala koroni, da nas je navadila vse te stvari, da nismo kar naivni, kar bo, kakor komu padne in prdne.
Ampak ja, nekako se mi zdi, da je čutiti manj tolerance med ljudmi, manj dopuščanja, manj dopuščanja bedarij, a ne. Bedarije so prisotne na vsakem koraku, ampak ljudje nekako ne dopuščamo več, da se kar grejo naprej, ne. In ni nekako toliko problem v svobodi mišljenja. Ljudi, bolj je problem v svobodi govora tistih ljudi, ki ne mislijo, a ne. Tle, pač vse nimajo reveži s čem misliti, razen o svoji igri, o svoji prevari, kako bodo nategnili še enkrat in že spet in ponovno in še bolj, a ne. Evo, tudi recimo bolnice in psihiatrije ter grobovi so polni dobrih ljudi, ki se niso znali postaviti zase in naučiti besedne zveze ne, dosti je. Ne? In zdaj tudi mi smo že imeli kakšen video v kontekstu ne je ne, dosti je dost, ne, dosti je, pika, dotle. In mi smo tisti, ki postavljamo meje in ako meja v prihodnosti ne bomo rabili. Saj smo lahko vsi združeni, dokler v srcu dobro mislimo, je vse ok. Samo se moramo najprej razkalibrirati, kdo pa naš ni, ne? Ma kako mi tile si je nagaja, ti šamponi prehudi, tu se moglo zafaclati, pa stoji tam, ne pa da se tu beži. Ne, vse je prav. Upam, da znate izkoriščati svoj dan, svoje življenje, da znate izkoriščati to, kar pride dol, v info, v obliki instinkta, da znate to postaviti v vsak dan in nekako prisluhniti, kaj pride dol. Tisto, kaj vam pride v glavo, ni slučajno, skozi sanje ali pa skozi neke vrste meditacijo oziroma odsotnost nemiru, ne, kadar odstranite džumbus, pa šunder, pa obveznosti, pa morati, takrat, kadar se fejst umirite in ste predani sami sebi, ne vem, na sprehodu v naravi, ali pa če sem sedite v naravi, ali pa če ste na vrtu, kakorkoli, takrat, ko date misli na pašo, šele takrat se misli napasejo pravih informacij in te so za vas in morate jih upoštevati, znati dati v kontemplacijo, jih ujeti in si jih zapomniti ali pa zapisati. Jaz se borim ful, po drugi strani pa vam lahko priznam, da na silo se ne da nič pripeljati dol miselnega in včasih se zgodi, par meni recimo, kakšen dan, kjer nič ne pride. Čist nič pametnega ne pride. Pa si rečem, pa le zakaj, kaj pa je zdaj vzrok. No, pa sem recimo jaz pri sebi najdu vzrok, da sem si tako hudo zaželel čevapov, ne, da sem si 2-krat spekel čevape, ne, in po čevapih ne dela več. In zdaj jaz kar mislim, lej, kako meso mene vleče dol. Ne? Pa tudi, ne vam priznam, sploh niso bili tako dobri, kot sem si mislil, pa pač veš, ko imaš v glavi, čevap bo tak, boja, ni, pač ni več tak, kot je bil pred leti, ni več to, ta von, niti ni več to, ta okus, bolj ne, una navada, jaz pa bi čevape, zato ker to se pa pemti, pa se me ne bo konc, ne bo me konc, ampak stvari pa že takoj ne delajo več prav, ne? In to je pa tudi en tak pokazatelj, zakaj mesa mi sploh ne bi jeli, zakaj je ful boljš zdaj domača solatka žvečati, pa špargle, pa zelenjavo, jaz pa zele, ne, izmerno rad, ne, pa fižol, ne, to dvoje jaz lahko kokrčam. Ja, kadar mi začnemo sami sebe postavljati na prvo mesto, še to mogoče. Kadar mi postavimo sebe na prvo mesto in se zaščitimo sami sebe z besedo ne, dosti je, ne? Takrat se zgodi, začne dogajati precej napadov, precej obtožb, precej obsodb, si pa težak, pa se te ne da, pa nekaj svoje, pa kar svoje tupiš.
in nekako se tudi z nami pol ne da več manipulirati, in ker se z nami ne da manipulirati, manipulatorji to začutijo in se odmaknejo sami. Tako da ljudje bežijo od nas, pa ne zato, ker smo žlehti, ampak hudobni, bežijo namreč zaradi tega, ker ne morejo več manipulirati z nami. Ne? Dajte se zavedati, da naša notranja moč in integriteta je tisto, kar se v tej vojni duhovni najbolj potrebuje. Zato vam želim, da ste taki, vsak dan znova in znova dokazujete svojo stoično držo in integriteto, da ste, ker drugih od nas ni. In ko bomo mi dojeli, da smo kakšno nalogo smo odpeljali, kakšno vlogo imamo v tej bitki, ko bomo mi to zaznali, pa saj prihaja čas, ni več daleč, takrat si bomo lahko pa res samo čestitali, ker je namenoma puščeno nam, da mi sami sebe izgradimo. Predstavljajte si, če bi nam obrnili finance in tako, ali pa bi nam povedali skozi EBS, ne bi to v bistvu nobenemu dost pomagalo, da bi bil notranje močnejši. Drži? No in zaradi tega tudi ta proces traja, pa mogoče bo še, jaz ne vem, nihče ne ve, stvar dogodkov je tista, ki napeljuje kaj in kdaj, niso ure, dnevi in datumi bistveni, zaradi tega jih mogoče kar nehajmo in čakati in napovedovati. Mogoče iz notranjega vzgiba si jaz mislim, pa se je že čas, ne? Pa mogoče to je moja projekcija nekoga drugega pa tudi približno ni več, ni taka. Ne? Dobro, ker sem omejen baterijsko, valjda, ker sem na terenu, bom v tej točki zaključil, pošiljam vam en lep pozdrav iz naravnega habitata, kjer se še da najdeti kotiček zase in imeti popolni mir. Ampak tle se človek nekako barem pogrunta, kaj se išče, tudi ko greš med ljudi, in vse v redu, ta isti občutek miru nosim kamorkoli grem, ker vem, kaj mir je. Čeprav je bil tak šunder po noč, z žabami, pa pol zjutraj s pticami raznimi, tako da tišine tukaj zagotovo ni, je pa prečudovit orkester, ki ga se ne da posneti, žabe so šle tudi spat zdaj, ne da se ga posneti, treba ga je ujeti na lastna uha in ga doživeti s svojim lastnim biti. Džabe knjige brat, recimo o orgazmu. Boš ga je doživeti, kaj ne? Dobro, dajte uživati v tem energetskih občutkih, krasni so, vse je tle noter in se tam začne predvsem, mogoče še tale, najdu sem, rekel sem, smo empati, pa so narcisi. Tle vmes imamo še eno kategorijo ljudi, ki se jim reče overthinkeri, preveč razmišljajoči, torej se ukvarjajo s stvarmi pretirano za nazaj, vse analizirati, sami sabo v glavi postaviti si vprašanje, pa pol možne odgovore oziroma neko situacijo, ne vem, razgovor za službo, pa si sam, kaj pa če me bo to vprašal, kaj pa če me bo ono vprašal, pa si daješ odgovore. Skratka, overthinking, torej pretirano premljevanje v glavi, zagotovo ni dobra stvar. Če se znajdete med njimi, vam svetujem, bež, če ujdeš, flikni čez ramo in uživaj ta dan, ker je ta dan je tvoj, bolj, ko si ga zakompliciraš z mislimi, bolj je kompliciran, kaj ne? No, evo, simple je to naredite the best. Torej, bodite simple in bodite the best, pa ne preveč razmišljati, probajte več čutiti. Držite se, čau.